Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo delali true crime video oziroma delali bomo teorije zarote, kar nisem delala že ful dolgo. Te videi bo večinoma tak več teorij zarote, povedane bolj na kratko. Če pa bo kakšna teorija zarote, ki je malo bolj obširna, pa bom jo povedala moče v celem videu, tako recimo 9/11, ki pride kmalu. Prvo, če bomo govorili, je igra Blue Whale, o kateri ste mi pošiljali toliko. Prošim, da naj posnamem video na to temo. Torej, Blue Whale Game, torej modri kit, je nastala v Rusiji okoli leta 2013 in sicer njen ustanovitelj je Filip Bud, kakorkoli tukaj bo ime, ki je zdaj sicer v zaporu, ampak so to igro prevzeli drugi ljudje, torej zdaj drugi ljudje vodijo. Od njenega nastanka je umrlo že več kot 260 ljudi, zadnji podatek sem našla 28. augusta 2017, ko jih je umrlo 256, kar pomeni, da jih je zdaj verjetno že več. Na družbenih omrežjih nasplošno obstaja dosti groznih oziroma čudnih iger, ki jih lahko igraš, in ta je ena izmed njih. Gre pa sicer za igro, ki se konča s smrtjo oziroma z samomorom igralca. Igra je sestavljena iz okoli 50 nalog oziroma 49 plus samomor. Naloge so ful različne, ampak večinoma je nekaj, da sam sebi škoduješ, torej včasih, da napišeš z nožem si kaj na roko, ne vem, velikokrat je bilo nekaj vrste Blue Whale, da si kaj odrežeš, da gledaš grozne filme, serije, videe, glasbe, ki ti pač pošle ta master oziroma voditelj igre, ki pač ne veš, kdo je. In pa tudi neke skrivne naloge, ki pač niso več znane oziroma se imenuje kot neka skrivna naloga, ki očitno predvidevam, da je različna pri različnih ljudeh. Zdaj, fora v tej igre je, zakaj sem mislila, ok, v redu, pač je ne igraš, jo nehaš igrati. Fora je v tem, da jo ne moreš nehati igrati, zaradi tega, ker ta master oziroma voditelj, ki vodi to igro, ti potem grozi, da bo povedal tvoje osebne podatke, tvoje skrivnosti, ker pač s tem, v bistvu, oni, ne vem kak, ampak verjetno vdarajo v tvoje osebne podatke in potem te hekajo in imajo tvoje slike, tudi nage, recimo, če se kdo slika, tako da pač ne se slikati nagi. Glavnem, in potem grozijo in zato dosti ljudi naredi samomor, ker pač jih je strah, da bi njihove skrivnosti prišle na dan in zaradi sramu pač raje naredijo samomor. Medtem ko drugi, hvala Bogu, povejo policiji, torej če ste kdaj začeli igrati to igro, pač ne iti igrati, zaradi tega, ker pač ne, samo tega ne delajte, ne vem, zakaj bi to kdo hodil narediti. Ampak če se kdo zna v taki situaciji, pa je fora v tem, da najboljše, da greš na policijo in prijaviš in se obvaruješ, zaradi tega, ker ljudje v bistvu potem iz obupa naredijo samomor in fora je v tem, da, kot se rekla, je že kar nekaj ljudi umrlo, to so za te, ki vejo, mogoče je več ljudi to igro igralo. Je pa pač ful žalostno, zaradi tega, ker dosti ljudi, ki so v depresiji, oziroma so depresivni ali pa tajega, imajo duševne probleme, se odločijo za to igro, kar se mi zdi, da nikoli pač ni rešitev. Probajte si najti pomoč, glavnem, to je Blue Whale, sem govorila o njem, meni se zdi zelo grozna in butasta igra, neverjetno se mi zdi, da to obstaja in da to ljudje dejansko delajo, tako da zdaj veste, kaj je in ne iskati tega, ne sodelovati v tej igri, pač pustite v primeru. Če vam kaki prijatelj pa kdorkoli reče, da bi igral to igro, rečete ne, pa povejte nekomu, prosim, ker je nevarno. Drugo, ki je, da nas letalske družbe dejansko hočejo ubiti. Zdaj pa, ok, ne dejansko ubiti, ampak v primeru letalske nesreče so, pač, teorija gre, da v primeru letalske nesreče so oblikovali oziroma naredili načrt, kak ubiti človeka. Zaradi tega, ker fora v tem, da če letalo strmoglavi in ljudje preživijo, bo večinoma tožili letalsko družbo in potem itak da zmagali, pač večinoma zmagajo tožbe in potem bo mogli ful dosti denarja dati tem žrtvam. Zdaj je ful dosti govora o tem, da tam, ko ti povejo, da če pride do strmoglavljanja, da moraš se naprej nagniti, dati glavo med noge, pač tu se primiti, ne, in dati v bistvu glavo tako zadaj ob zid, da je to v bistvu način, kak te najhitreje ubije, ker ti dobesedno zlomi vrat in pač umreš ob pritisku. Tukaj bo itak slika, mogoče vam kaki video, kak to zgleda, ampak me zdi, da to dejansko, koliko je grozno, je tudi pač najbolj dejansko razumljivo, ker ja, itak, kdo bi hodil tožbo, pač če že strmoglavi, pač če
ful grozno se čuje, ampak jaz osebno bi skoraj raje na hitro umrla, ko pa strmoglaviš nekje, pa bolj stradaš, pa imaš zlomljene kosti, pač ne vem. A ja, en hiter disclaimer, ki ga imajo večina ljudi pred temi videi. Pač s tem videi jaz nočem dobenega užaliti, nočem dobenemu povzročiti kakršnihkoli nevšečnosti, v glavnem nočem get sued. To so samo teorije, ki sem jaz prebrala na internetu, ki sem jih našla na YouTubeu, ki sem jih našla na širšem internetu. Tako da nič ne rečem, da so to fakti, ker nimam nobenih dokazov. To so zgolj samo teorije. Tretja teorija, o kateri bom danes govorila, je to, da Avril Lavigne, kakorkoli, je dejansko mrtva. Teorija se je začela, mislim, da okoli leta 2000, če se ne motim, ker je bilo znano, da je Avril imela ta stunt double, oziroma imaš pač nekega istega človeka, nekako se temu reče, ki v bistvu dosti zvezdnikov ima te ljudi, ki grejo na neke event, ne na event, ampak če recimo Kim Kardashian hoče iti na neko večerjo in noče paparacijo, pošle svojo stunt double, da gre, ne vem, po mestu, da paparaci sledijo nje. Ta dosti slik, ki jih imamo mi, tu bo onih par slik, da dejansko niso slavne osebe, ampak so njihovi sam pač pomočniki oziroma stunt doubles. Dosti jih misli, da je Avril dejansko naredila samomor in da je zamenjala ta njena stunt double Sarah, če se ne motim. Zakaj? V tistem času, ko so ljudje začeli opažati razliko, je bilo glih potem, ko je Avril umrl dedek in ona se je pač borila z depresijo in vsem tem. In dosti ljudi misli, da je v tistem času si ona vzela svoje življenje in da so jo dejansko samo zamenjali z Sarah. Kar pač, ko te vidite te videe in slike, si tak, ja, to ni Avril, to ni Avril. Zaradi tega, ker spremenil se je njen stil, nasplošno njene appearance, pač tisti imidž, ki ga ima ona, njen govor spremenil, njen glas. Pač jaz osebno ne vem, če jih to verjamem, ampak, oh moj bog, dejansko, da ko gledaš slike, pač njen nos, recimo njena dimenzija obraza, sploh niso iste, ko bi mogle biti. Zdaj lahko bi bila na operaciji, sam pač dvomim, glede na to, da pač cel imidž Avril se mi ne zdi kot nekdo, ki bi šel na operacijo popraviti nekaj tak malega, oziroma se mi zdi skoraj nemogoče, da bi zdaj tak, se vidite, tukaj mere, pač to se mi zdi tak, what? Sploh njena barva las tudi, pač vse skupaj. Hey, hey, you, I don't like your girlfriend, no way, think you need a new one. 5 years from now, she sits at home. 5 years from now, she sits at home. Feeding the baby, she's all alone. Feeding the baby, she's all alone. She turns on TV, and guess who she sees? She turns on TV, guess who she sees? Skater boy rocking a MTV. That's where I got my start, was in church, and kind of branched out from there after. But I went to, I grew up going to church, and that's where I sang my first solo. So does that mean you've always wanted to sing from a very young age? Were you the kind of kid who sung into a hairbrush, that kind of thing? Yeah, totally. Like I'd always jump up on my bed and be singing. I am a shy person, so sometimes in interviews, I'm sure all you guys have seen me do the yeah. So Avril, how's your record? It's good. I'm 22 now. I'm kind of coming out of my shell a little bit. So. Yeah, but you are Canadian, and Canadians are famously modest and quite. Yeah. Are they? Ne pravim, da to ni Avril, ampak pač po drugi strani pa si tak, OMG. In pa še zadnjo stvar, o kateri bomo govorili, so glasovi zvezdnikov. Je teorija, da naj bi... Bom dala kar primer. Post Malone in Justin Bieber dansko zvenita identično skoraj, če pospešiš glas Post Malona. Tukaj bojo videi, go. Pain with the white on top. Lambo doors at a woo-up drop. My mama called, see you on TV. Sunset shit done changed ever since we was on. Pač sorry, ampak meni je to tak bizarno skoraj pač, samo ko že čuješ glas, zgleda kot to je pač lahko bi bil Justin, pa ko vidiš ta video, ki sem našla na internetu, da besedno zgleda, kot da bi Justin pel to pesem, ker so en koncert vzeli in so dali, glavnem, boste videli, ampak what the fuck.
car, see you on TV. Sunset shit done changed. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young. Ja, to je sam Post Malone pospešen. To ni bil Justin Bieber, to je bil Post Malone. Pač, zakaj bi to delali, mi ni najbolj jasno, ker nam bi bilo, brala sem, da naj bi to nam bilo ta glas bolj blizu in da tak familiar, pač znan in da bi zato radi poslušali pesmi. Sicer se meni to znala da zdi, pač ne vem, če mi točno bila fora, potem pa še ena druga, ki je še bolj tako, what the fuck, in sicer Adele in Sam Smith. Meni je Sam Smith life, pa tudi Adele mi je tak babe, tak da, se da videli. Kar je meni tak, kak sploh je to mogoče, pač skoraj identično, ne bi rekla podobno, ampak, oh my god, poslušajte. Love is a losing hand. From the other side, I must have called 1,000 times. What is life? Sam to lahko rečem, pač meni se to zdi tak nerealno skoraj da, ampak ja. Ok, to je to za ta video. Upam, da je bil malo krajši je kot ponavadi, upam, da ga bo lažje urediti. Če vam je bil všeč, ga lajkajte, ne pozabite se naročiti, followajte me na Instagramu in pa spodaj mi pustite teorije zarote, o katerih bi radi, da govorim. To je bil zdaj samo en video, imam pa pripravljeno še ful več, tudi ful bolj zanimivih. Že naslednji video, ki imam pripravljen, je ful se mi zdi, da bolj zanimiv glede teh teorij zarot, ampak pač tudi te so meni bile realno zanimive, zdaj pa če so vam zanimive, upam, da so vam. Ja, čau!